I know what you know and you know how to do it. Zdaj tisti, ki razumete angleško, veste, kaj je. Vem. Kaj, čakaj, kako že? Vem, kaj želiš in ti veš, kako se to naredi. Narcisi to obvladajo. Jaz pa tudi vem, kako narcisi funkcionirajo. In to je tisto, kar bi jaz rad vas naučil vse, da se rešimo tega usranga gnilga virusa, ki nam bo požrl živce, možgane in energijo. Ne. Ne smete dovoliti, tako kot jaz vam probam dotupiti, ne smete dovoliti. Kdo je gledal Gandalfa, ali pa, Gandalfa, kdo je gledal Gospodarja prstanov in dobra in precej, bom rekel, razširjena izjava je njegova od Gandalfa, od tega modreca, ta starega spalcu, ki je bil nepremagljiv. On pravi, you shall not pass. V kontekstu ne bi smel prestopiti meje. Kakšne meje? Narcis zmeri prestopi mejo. Zmeri. In on je abuser, on je izkoriščevalec, on je pijavka, on je narkoman za to energijo, on si ne more pomagati. On jo bo izčrpal iz tebe in ker si ne more pomagati, ustraja. In mi imamo ustrajno pomoč zgoraj nekih energij. Jaz sploh ne morem kaj drugače reči, kad bi nas kloftal val ljubezni, smeha in sreče. Njih narcisi pa ob tem izgubljajo svojo znanje ali pa bom rekel svojo previdnost ali pa svoje izkušnje, kad bi pozabili svoje vloge, kad bi pozabili kako lagati. Se pravi, ko oni zdaj napadejo, ti ga kar vidiš, da je v bistvu butl, malo faljiv, trapasto je zakuhal, pa ko ga pa dobiš na tam, pa mu obrazložiš, pa je pa seveda žrtev, žrtveno jagnje. Jagenčki bodo zdaj obmolknili, tu sem tudi razlagal, glede na to, da je 6. oktober, je tale video prvi, mislim takole za širšo, mi sicer z naročniki delamo, včeraj pa predvčerajšnjim, pa jutri bomo, dočim v live pa šele v nedeljo. Pač tako, sem se odločil, da ne dam vsem vsega, kdor pa kaj da, pa dam tudi jaz, z veseljem vrnem večkrat. Kaj sem hotel reči? Da se imejte radi, da čuvajte svojo energijo, da jo ne dejte. In ne smete dovoliti, da narcis gre preko meja. Jaz sem vam že v enem videu razlagal, kako ljudje smo zmeri premikali neke meje. Rečeš, ne, tole pa ne bom, temu človeku pa tega pa ne bom, pa ne se na glavo postavi. Pol te pa tako zamotlja, da direkt rečeš, In se pravi, ti si šel preko svoje meje. In ko popizdiš, si ti baraba, pa kaj, ampak Gandalf nam je rekel, da moramo mi znotraj sebe postaviti jasno mejo. You shall not pass. Niti ne dovolim, da greš globlje v mene. Ne dovolim ti, da spiješ več. Zdaj, jaz sem se sort bral, imaš te neke zaščite energetske, veš ti, da se te pijavke ne pijejo, da narediš zdaj predstavo, kako je kugla nad tabo, pa vijolični žarki, pa ne vem kaj. Ni kekec imel tega znanja, kako to gre, ampak je rekel, stari, ne dovolim. Pika, stop. V tem kontekstu je dovolj, da sam sebi rečeš, ne dovolim in me ne boš zavrtel in me ne boš zmešal, da ne boš me prepričal, da v bistvu bom s tabo sodeloval sovražiti nekoga, ki je tvoja žrtev. No way. In abuseri, narcistični, to dobro vedo, kako to gre. Tudi zelo dobro vedo, kaj govorim, by the way. In ako se ob tem delajo malo nevedne, In jaz imam te nevednosti tako zelo močno, veliko preveč, zadost čez glavo, you shall not pass, da sem naredil kar majčko, za 11. božjo zapoved. Tako se mi zdi pomembno, da bi mogla biti zapisana na mater zraven, tako pomembna. Ne deli se neumnega, kar jaz vem. In ti pravim, ne deli se neumnega in ti se delaš neumnega naprej. Lažnivci lažejo, mi vemo, da lažejo. Oni vejo, da mi vemo, da lažejo in lažejo še naprej.
To je ta ista scena, to so ti isti ljudje, ki rečejo, nič ne vem, ampak stari, on se tebi zlagal, da nič ne ve. Ja, pa nimam nič zraven, pa on se ti je zlagal, da nima nič zraven. Ja, kako moš biti zdaj tak? Zaradi tega, ker lažnivcem ne verjamem. Eto, mislim, vse je simpel. Ne? Zdaj, moja taka je, ko sem od Timčku, ki je bil majhen, ne, pa se je zlagal prvič, pa desetič, pa česim. Pa tako, pa kdo je pa tole razbil, ne vem, kaj je bil star, da se zmišljujem 4 ali 7 let, kdo je to razbil? Jaz nisem bil, jaz ne, pa jaz tebi ne verjamem. Kaj mi ne verjameš? Ne verjamem, če si se do zdaj že 45 000-krat zlagal, si se najbrž tudi zdaj, ne? Da sem vedel, da je razbil, ne. Ampak tako otroci, tako funkcionirajo, se to je del nas. Zdaj najbolj bistveno je, kaj hranimo dalje, oziroma česa, kdaj pa v momentu rečemo, stari, pa se nima smisla lagati, jaz sem razbol, ne, bomo malo še pospraviti, pa stvar rešena. Nič ni to tacga, ne, shit happens, ja, nihče ni popoln in vsi delamo napake in tudi narodni smo kdaj pa kdaj, ne, čeprav, bolj ka si pozoren, bolj ka si v easy, manj napak narediš, ne. Glej, jaz bi dal eno veliko zahvalo na tem mestu čist vsem, spet, vse dobro vsem in hvala tudi vsem, ker vsak človek je učitelj, vsak človek pravzaprav, ne glede na igro, ki jo igra, znotraj sebe globoko nam želi dobro, ne? Ampak pol čez pa igro igra, ampak en košček pa zmeri deluje dobro, kako ti prvoščem, kaj vse bi ti dal in v bistvu ta vez se vzpostavi, pol prije pa igra, narkomanska igra čez, energetsko sesanje, pač ljudje na nizkih vibracijah, ki srečajo ljudi z visokimi vibracijami, jih spulijo na tak način, da v bistvu ušpičijo eno bedarijo, a je? In ti dvignejo dekel in na tak način naj bi oni dobili od tebe energijo. Mislim, se je po svoje zgodba zelo žalostna, da ne bo pomote. In moj namen je, da v bistvu bi se ljudje sami prišli do točke in si oprostili in enkrat za vraga nehali sejiti igro. A ne? In zdaj, jaz živim sred iger, razno raznih, in jih probam merno predajati dalje. Ne? In kaj veš, kaj pravijo, calm down. Ne bova midva pa šla do tega calm down. In pol je ful zanimivo, ne, ker ob taki debati sedim s kom in mi človek čist na nervom pravi, stari, ti si čist nervozen, s tabo se ne da nič zmeniti. Jaz pa čist v easy, tako kot zdaj. Kaj sem pa jaz nervozen? Kaj se pa z mano ne da zmeniti? Aha, z mano se ne da manipulirati. Tle imava midva osnovno težavo, a ne? Ja, in kadar se narcis sreča z nekom, ki je postavil you shall not pass, se pravi, to ostro mejo, ne dam ti več, potem naenkrat si ti za narcisa težek, nemogoč, ja seveda, ker je nemogoče me obrniti in spiti. Tako da to so te njihove forice in fore in težke banane, ki v bistvu ne je mogoče jih je naučiti lojalnosti. Ne glede na to, koliko si ti lojalen, oni niso in ne bojo. To je tako, da bi rekel, mene lev ne bo pojedel zaradi tega, ker jaz pač njega ne bom, on pa mene tudi ne. Ni to res, ne. Če je lačen, bo krenil ali kaj, ne vem. In isto je pri narcisu. Tako da dajmo se zavedati te bolečine, te scene, bolane. In bom rekel, da je ta svet poln bolnikov dvakrat. Eni so bolni, ki delajo bolane stvari ljudem, da ljudje postanejo bolni. In zelo velik del planeta je ljudi bolnih od teh bolestnih dejanj bolnikov. A sem bil dosti jasen, ne? Težko bi to v knjigo zapisal, pa ipak bom slej kot prej. Pa ker smo že glih pri bolezni, ne? Ljubezen, bolezen, zen. Zen je mir, ne? Zen, om, zen. Ja, zen je mir. Mir je tišina. Tišina, zen
pa mir. Te 3 stvari so praktično iste. Tišina misli, tišina v sebi, mir. In ljubov, ja, zen, ne, iz ruskega recimo, ampak to so moje interpretacije. Ljubim zen, ne, zato je ljubezen. Ljubim zen. In ljubezen je tisto, kar je pravzaprav vse, ampak ljubim jaz zen in ljubi zen. In bolezen je pa bole, da boli zen, vada. Seveda, ljubim zen je harmonična, bom rekel, da je telo v harmoniji, bolezen je pa disharmonija, torej manjko miru, torej preveč nemiru, torej stresa, ne? In telo, kadar je v disbalansu, zboli in zboli. In zboli na tak način, da je pol pa pride pa takoj medicina zraven. Jaz imam en dober tekst tlele. Upam, da sem si ga shranil. Zdaj pa ne vem, na te telefon sem si ga shranil, ker nekaj imam baterije. Me hecajo. Veš. Ne, na drugega sem dal gospodov dan prihaja, by the way, tudi to vam bom še povedal. Gospodov dan ljubezni prihaja in bo kar hudo lepo. Do not expect. Jaz sem ga ne najdem, veš to? Že, jaz sem 2-krat obrnem. Tako, imam na prvem telefonu, se opravičujem, za 30-sekundni spad programa, ker sem iskal vsebino. Saj ne bom 2 uri dolg, bom malo krajši, da bom več stvari v krajšem času, da bom bolj kompakten, ne, da se ne bo stvar vlekla preveč. Ko filozofija se ful vleče, veš, življenje samo je ful bolj simpel, jaz bi ga rad osimplisil, da boste tudi vi sami malo razločevali besede, kaj je ljubezen, pa bolezen, zen, koren besede je zen. In pazi, kako si je elita, satanistična elita prevarantov, ki izhajajo iz reptilo-drakonske scene, do nas sem sik, ampak pazi le, kaj so napisali. Prihodnost bo iskanje načinov, to so napisali oni leta, čaki, 1900, koliko že, 81, evo. Žike Atali je primer elitne miselnosti zapisal takole. Prihodnost bo iskanje načinov za zmanjšanje populacije. Seveda ne moramo ubijati ljudi ali graditi taborov. Znebimo se jih tako, da jih prepričamo, da je to za njihovo dobro. Nekaj bomo že našli ali povzročili pandemijo, usmerjeno na določene ljudi, pravo gospodarsko krizo ali ne. Virus, ki prizadene starejše ali starejše brez vezi. Šibki in prestrašeni bodo podlegli. Steja, neumni bodo verjeli in prosili za zdravljenje. Poskrbeli bomo za iskanje zdravljenja, tretmaja, ki bo rešitev. Kao. Selekcija idiotov bo torej opravila sama. V klavnico bodo šli sami. Zdaj, to je iz leta 81, zdaj smo 22, torej 40 let tam tunega. Je njihov plan tle. So imeli še babo Vango, ki je napovedovala prihodnost, kaj se bo zgodilo. Ne? Bolano, bolestno, vse skupaj. Laž na laž. Resnica je ena sama in ona je znotraj vas. Okay? In to iščete in to iščemo. Niti ne iščemo, naprej jo prepeljamo, saj se nismo zgubili, saj ona se ni zgubila, samo svinjana je. To tako, da iščeš, odkrivamo laži, da pridemo do resnice. Nič ne iščemo, nič se nismo ne mi zgubili, ne resnica, ona je kar tle, vaš čas. Sam je zapacana in prežeta z lažmi. Hvala vsem, no tle sem še bil. Res hvala vsem, ki so me v življenju naučili. Jaz sem postal pozoren, jaz sem iz teh vzgibov oziroma komunikacij ali pa sodelovanja z ljudmi potegnil tisto, kaj so ti ljudje meni želeli dobrega, medtem ko so delali bedarije. Ne?
In vsak človek je pravzaprav učitelj nam in je v bistvu povezovanje in sodelovanje na nivoju dušnem, ne na nivoju te bande povezane, ne? Zdaj oni niso več zvezani, by the way, mi gor dušno pa smo in so nam ljudje postavljeni na pot, da nas nekaj naučijo in nam nekaj predajo. Je pa treba njih tako videti, ne? Je treba na tak način poslušati in tako. Jaz zdaj mnogo let sem že pozoren, da sem zdaj tako brihten glasno, je posledica tega, ker sem 1000%, da imam prav, ne zaradi tega, ker bi rad imel neko populariteto, pa jaz ne vem kaj. Ker sploh nisem mislil v življenju tega tako delati. In vsak je podal košček znanja meni od ljudi. Končno sliko pa sem v vsem tem sestavil sam. Zato pravim hvala vsem. Vsak mi je dal samo en košček od resnice. Ja? Jaz sem jo pa sestavil v ta puzzle. In zato bo prav malečka hvala, pika, vsem, pika. Ne? Ker imamo že glih piko. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Pika. Tudi ta pulover pa malečka je že v igri. Od spodaj v opisu je link, kje se jo dobi, pa po koliko je ona, pa tako. Pa še imamo, ljubljeni, pika, vsi, pika. A veš, manj črk, pa večja moč. A veš, jaz lahko napišem celo filozofijo, kaj na hrbet, pa zdaj ti ber. Jaz sem včeraj bral en članek o klonih, kar konkreten lep zapis, pa sem rekel, jaz ga bom pa kar delil. A veš, to je pa res vredno prebrati. Pravzaprav on je objavljen tam v moji grupi Facebook. Ampak stari, to je toliko too much, da v bistvu sem malo razmišljal, da ga bom kar prebral v obliki videa, ker imam občutek, da nekateri pač raje slišno, nekateri raje berete. Kakorkoli, jaz sem na bralnem delu bolj happy, ampak bom prebral tudi za tiste, ki raje to slušno govtate, ali pa v vas lažje pride, no, da se lepše sliši. Se opravičujem, če sem koga, ker to zdaj označil, a ne. Vse dober, vsem, pa en kofi. Hokus pokus, kavo za fokus. Dajte imeti fokus. Če imate vi svojo špuro v življenju, morate se zavedati, da pridejo motilni faktori, ki želijo to stvar od vas, ta fokus razturiti, da boste naenkrat zdaj pa pomagali tlele še malo okopati krompirček, pa tlele še en parti skočiti, pa tamle še eno šmrkant, pa nekaj, sam da ti ne bi šel v fokus k samemu sebi, v samega sebe, oziroma v fokus, kaj boš naredil. Zaradi tega jaz sam pri sebi vem, da sem se korektno mogel umakniti nekajkrat v življenju v totalno izolacijo. Sam puste me primer čisto vsi, da sem lahko fokus obdržal. Tudi v tej situaciji, kjer smo zdaj kolektivno, v tem prehodu, v tem prebojenju, awakeningu, rabimo fokus, da pridemo do sebe, do svojega miru. Zdaj ti narcisi še bolj govtajo, probajo govtati, sam jih je treba zbrcati stran in takoj, ki jim postavite jasno mejo, oni pozabijo vlogo, ki so jo igrali. Zavedajte se tega, da all the world is a stage. In predstavljajte si, da ti ljudje, ki igrajo vloge, svoje vloge pozabijo. To je mene na to stvar opozoril Q. Zdaj pa jaz to vidim. Eto tega, zdaj banano, deo. Ampak nič hudega. Jaz pravim, da je odpuščeno že zdaj vsem, a ne? Sam se je treba nehati delati neumnega, a ne? Ker Matej le ni toliko bukov, kakor mu probajo narcisi dopovedati, da ni čisto, da tole je pa zaglajzal v ezoteriko, sem danes prebral, Turšič, ti si pa zaglajzal to v eno ezoteriko, ne. Škoda te je, jaz seveda me je škoda, ker pa tako me je bilo super pit, a ne? Tako super je bilo meni cuzati, zdaj si pa ezoteričen, zdaj se te pa ne da več cuzati, težek si, no, škoda, daj vrnem se k nam nazaj, da te pa malo pil, postani neumen, postani vodljiv, postani manipulativen, figolo freško, ne pa ne bom, jaz ne, zdaj izberite vi, koliko ste vi, ali manipulatorji, ali dovolite, da ste izmanipulirani, ne, kaj se vem, vse sort.
Čakaj, o eliti sem, zdaj imamo še pokopališča, ne? To sem tudi rekel, da vam moram povedati. Jaz sem rekel že večkrat, pejte se malo okrog sebe sprehoditi, pa poglejte, kako je s temi vodami. A res imate dostop do vode, a res je ta voda lepo urejena, a je res tam kakšna kanalizacijska cev v vodo speljana, a so še ribe, tako kot so bile leta nazaj, a so mogoče raki zdaj, ne rib, ne rakov in cevi so in do vode ne morete, prepričajte se sami. Zdaj sem pa jaz že večkrat sicer, pa se mogoče sem celo že omenil. Daj pejte vi malo na Vaški Britov pogledat, spotjo, tako kot malo. Pa dajte mičken užgati zdrav razum, kaj je pokop človeka. Pokop človeka je ena velika čast, bom rekel, eno slovo, ker človek je ipak nekaj let, dajmo eno srednjo starost, 70, 80, 90 let, bil na planetu, pustil neke sledi, takšne in drugačne, fizične in nematerialne. In zaradi tega je bil pogreb, bom rekel, zadnje lepo slovo od doma, kjer je živel na bližje pokopališče, kjer mu je vedno bilo mesto njemu in njegovi celotni rodbini. Kako je že bil zadnji rek? Iz zemlje si in v zemljo se povrneš. Ashes to ashes, dust to dust. Res je, mi smo narava, mi smo narejeni iz elementov, ki so na planetu Zemlja, in smo narava, del narave in spadamo v naravo, v spoj narave. Narava nas je dala in naj nas narava tudi vzame. Zdaj pa so zaradi te korone idiotske, ki so simptome vnebovzetja imenovali, da je korona ljudi prestrašili, da so sledili v klavnico sami. Dejansko bomo priča veliko izgubam teles, mrtvih bo mnogo, in seveda so se pokopališča na to pripravljala, ne, z raznimi najprej razpis, pa pol izbira izvajalca, pa najugodnejši ponudnik, pa bla bla bla, pa pol je bilo treba to neke gradbišče, pa zaključ, pa začetna dela, pa varnost, pa ne vem kaj vse. In oni so dodelali pokopališča, upgradali, pojačali. In zdaj tle se meni pojavi grozen problem, meni, ker moralno gledam na stvari. Naredili so tako, kot ena Ikea omara, in vsakmu pripada zdaj tak boks, ne vem, tudi 30x30 centinov, in kaj noter bo šla žara. Ampak pazi, ta stvar je kocka, cak, črna, cube. Veste, ta kocka črna je tudi, ki že umeki, se vrtijo okrog kocke. In ta kocka naj bi predstavljala Saturn. In ta kocka naj bi predstavljala dark, black entitete, v bistvu evil, Saturn, pač temo, kabalo, dead, bad, slabo. Vsi grobovi, novodobni, so kocke zložene ena od druge. Mislim, dragi moji, če je to kakšna čast, pol je katastrofa. Jaz osebno bi te novodobne, upgradane, prenovljene, dodelane pokopališke umetnine zaminiral. Evo, to je moj pogled, ker tle so časti uničene, nihče več ne bo spadal k naravi, ampak mora iti v krematorij, seveda, kdo pa bo plačal ta krematorij? Ja, tak je umrl, že ne, ampak ki ni ne kriv, ne dužan, da je umrl, pa bo mogel pa še plačati za svojega, da ga bodo sežgali. Če jaz riknem, prosim, fliknite me v morje, ali pa me raztreste, kaj na slivnicah sestricam. Mislim, lahko pa luknil, kdo ki kam skople, pa me zakople, bo čisto okej. Tako, kot so pač delali do zdaj, meni se ne zdi nič sporno. Bolj se mi zdi sporno zdaj te kocke, to pa ja. In dajte se malo zamisliti tudi tako, ko ste hodili k matematiki, smo imeli, kako se zloži kocka, a ne škatla, kakšna je škatla iz kocke, zdaj le bom narisal. Kako se zloži, kako mora biti odrezan karton, da postane kocka takole, lej. Vidiš? A ni to malo, pa to malo križu spet podobno, ne? Pa zdaj pa imamo pa kocko, pa križ, pa vse skupaj, ne? In to so te drobne povezave, ki jih mi nismo imeli za mar.
Ampak tukaj so in oni so black in oni so na nas vplivali, sem vam prej prebral, na kakšen način oni so se nas hteli rešiti. Koliko 7 milijard so nas hteli, pol milijarde so hteli, da ostane, zdaj nas je pa kao 7,5, ne. Dobro, sem se kar utrudil, veš, takole, ne, nisem se, lažem, zmislil sem se, ne, hecam se, nič se nisem utrudil. Hotel sem še omeniti, da so zdaj, ne vem, koliko spremljate podmornice ruske, pa neki čovni polni dinamita, pa ne vem kaj, pa orkani, vse to ne vem, koliko mediji pokrivajo, ker medijev zdaj pa tudi nadaleč več ne spremljam, enostavno ne utegnem. Ampak, vi se morate zavedati, da internet ne gre po satelitih, ampak gre po optičnih vlaknih pod morjem. In zna biti, da bo tam se zgodilo nekaj, da se te komunikacije prekinejo. Zakaj? Zaradi tega, ker v Denverju pod letališčem je največji superkomputer Artificial Intelligence, se pravi umetne inteligence, ki skrbi za to, da kloni delujejo po celem svetu. Imenuje se pa, mislim, da Red Queen, rdeča kraljica. In ta mega računalnik je povezan preko optičnih kablov po celem svetu in potem nadalje do vseh pametnih naprav, telefonov, tablic, računalnikov, konec koncev tudi pametnih igrač, a ne, tako da vse to so kontrole, ki delujejo wireless, na konec koncev do klona. In tle zna biti kar problem, da ti kloni ne bodo dobili neke informacije, kako naj se obnašajo. In to je zdaj ta scena, ki se nam dogaja. Vse to zdaj zveni, kada se jaz neko pravljico zmišljujem, pa da jaz v bistvu nimam pojma, kaj govorim, da se me čist snel, ne, kakšni kloni, pa kakšna rdeča kraljica. Rad bi vas pripravil na stvari, da ne boste čist glih eksplodirali, ko bodo stvari priletele ven, ker enormnost podatkov, laži in informacij bo šokirala svet. Zagotovo ga bo. In rad bi, da v bistvu vsi skupaj postanemo mičkeno pripravljeni, da ne bomo še mi kolapsirali zraven, ko bodo stvari letele ven. Čim manj naj nas kolapsira. Želim, da ostanemo mirni znotraj te nevihte, znotraj tega rompompoma, ki se dogaja, konec koncev tam na tisti ravni, ki jo ne dosegamo, do tega, kar se dogaja nam v neposredni bližini. Naj si bo na pumpi, naj si bo v štacuni, v mestu, na kavi, ne vem, kjerkoli. Pač tako. Najlepše stvari se dogajajo kje? V naravi, zato vas opozarjam večkrat. Pejte v naravo, čim več. Zdaj so gobice, to sem včeraj malo o gobicah pa gobcih razlagal. Pejte ven, ker tam ni Wi-Fi, tam ni narcisa, tam ni nemera, tam je izključno zen. In čas uporabljen v naravi ni nikoli potrata časa ali pa stran vržen čas ali pa zabušavanje v tem kontekstu. Kaj čem še? Pomagaj, to ne bom, ker ne razumem še, mir je tišina, kaj je znanje. Verjemi vase. Verjemi vase, da si na pravi poti. In ko te nekdo vpraša, oziroma ko sam sebe sprašuješ kam levo, desno, ko ne znam se sprašujem kam, ko ves pijan zdaj sprašujem kam, prijatelji vprašajo me, ne, kam, se nima veze. Straight ahead, naprej, samo naprej, piči proti svojemu cilju, svojim fokusom, v to, da bo svet lep, v to, da boš zgradil nekaj lepega, da boš postal lepši, boljši in da bo pred nami, da je pred nami. Zlata doba je že tukaj, tudi to majčko že imamo. Zlata doba je in vsem nam bo prečudovito, krasno, lepo. In nam je že, zato ker kaj je lepo, je state of mind. Ni lepo tisto, kaj zunaj vidiš, lepo je. Kako to vidiš? To je v tvoji glavi. Lahko eno in isto rožo bo nekdo rekel, da je en bo rekel, da je grda, drug bo rekel, da je lepa. Ampak roža se ne sekera prav dosti za to informacijo, ona samo je.
Evo, in tudi o meni, in tudi o vas imajo ljudje povedati, da ste lepi, da ste the best in da ste valjda svine, budali, idioti, nemogoči. Vse to je percepcija drugih. Mene to ne gane, jaz samo sem. Seveda mi je všeč, ko dobim pohvalo, seveda mi je normalno, da mi je, komu pa ne. Ampak naj to ne pelja do prevzetnosti, naj to ne fila ega. Ego ni good, ego je umetana stvar, ego je v bistvu virtualna slika o samem sebi. Zato pa je ta sistem tako veliko dal na ego, da je ljudem ego boostov z velikim BMW-jem, sej veste, kaj mislim. Nič, dej, pol ure. Drugi so igro vodili, iz sanje ukrali, je rekel AKI. Veš kaj je rekel pa MTK? Ljubljeni, pika, vsi. Ja, to tako je. Pa še 11, ko sem sestavil. Zdaj imam tako. Jaz sem rekel, da na koncu, da ne bom pozabil. Povabim vas na naročnino. Od spodaj so linki, pa kako se to naredi v opisu videa, ne, da se ne bomo debelo spraševali, pol pa me ljudje še vprašajo, ne najdem. Tle od spodaj v opisu videa, klikneš tam, je opis videa, 100% je. Vabljeni na naročnino, ne, če greste na naročnino, jaz častim vam 10% popusta, karkoli boste kupovali v spletni trgovini garderoba.si, pol vam dam, ponujam, ne morem več fizično se srečevati z ljudmi 1 na 1, kar v eno, ne gre enostavno, nimam tega časa, zaradi tega sem dal ponudbo, če kdo želi, se lahko srečamo na Zoomu, bomo se dogovorili kaj kdaj. Dam pa tudi možnost, da se srečamo v živo, ampak ne več džabe, to ne gre tako, ker jaz želim mir, jaz želim biti sam, pravzaprav, ne. Tiskot smo začeli majčke in te stvari, tudi od spodaj link, vsak dan nekaj novega, ali pa vsak teden nekaj novega, tako da vabljeni, da si od spod v opisu pogledate, malo stvari bom še dopisal. Vabljeni pa tudi, da se odprete, soncu sem odprla vrata naslovnega komada, da se odprete soncu, da dovolite sebi, da vstopi svetloba, v isti sapi pa rečete, tukaj je meja, da narcis ne gre čez. Najhujše to, da ste bili v življenju, smo bili v življenju ranjeni in nekateri naredijo za to ranjenostjo blokado in nas pustijo noter nič več. Niti nič slabega, niti nič dobrega. Zdaj, pomembno je, da znate vi ločiti seme od pleve in odpreti vrata ljubezni, soncu in ljudem, po drugi strani pa pogruntati, kdaj je pijavka leze noter, a ne? Jaz upam, da sem vam pri tem v kakšno pomoč, če pa ne, me pa še vprašajte, za kaj. Bom tudi odgovoril rade vole, časovno pa ne odgovarjam v kolikem času, ker se mi dogaja mnogo stvari in za te stvari rabim mnogo časa. Jaz upam, da se imate lepo. Se vidimo v nedeljo zjutraj, 8:15, live, kjer vas valjda vabim, da kaj tudi povprašate. Imamo zraven tipkovnice, pa lahko kaj povprašate ali pa kaj dodate mojim stvarem na tak način, da jih razumemo vsi vpleteni. To je pa to. Dobrodošli v zlati dobi.